Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moja kariera, kjer je danes z mano ena zanimiva gostja. Namreč s Tanjo se bomo pogovarjala o marketingu, o kreativi in še marsičemu, tako da kar pozdravite tukaj pri meni v studiu. Tanja, lepo pozdravljena, hvala, da si namenila nekaj časa, nekaj trenutkov, da se pogovoriva o marketingu, o brendiranju, mogoče o kakšnih zanimivih projektih. Tako da, evo, vedno na samem začetku gosta vprašam, kje je bil tisti moment, ker recimo, ko pogledamo kariero za nazaj, da nekdo rekel, ok, zdaj pa želim malo več časa preživeti na področju in delati na področju marketinga, kdo je bil mogoče tisti spodbujevalec, ali pa se je to na nek način zgodilo tekom različnih okoliščin tvojega življenja. Izvoli. Andrej, najprej hvala za povabilo. Ne bom glih rekla, da je bil en odločilen moment, bilo jih je več, en tak cel niz. Se pa spomnim enega momenta na faksu. Namreč študirala sem turizem v Portorožu, to ni bila moja prva izbira, nikoli si nisem mislila, da bom na tak način podjetnica, ampak že takrat so me prijateljice oziroma moje sošolke majčkeno hecale, joj Tanja, čez 15 let boš ti z eno hudo torbico pa s telefonom, joj ne morem, mudi se mi na sestank. Jaz sem rekla, joj, ja, seveda, to pa ne, ampak danes se je točno to zgodilo, tako da nekje v sebi oziroma zametke tega se mi zdi, da imaš že po mojem že kar zgodaj, že iz osnovne šole, ki majčkeno tlijo in pa potem enkrat vzcvetijo oziroma zaplamtijo. Moji največji spodbujevalci definitivno moji starši. Še zmeraj verjamem, da za vsak uspeh je veliko lažje, če imaš močno pa zdravo bazo. In v mojem primeru to lahko dejansko potrdim in se globoko zahvalim svojim staršem, pa tudi seveda mojemu možu, ki me definitivno zelo, zelo spodbuja. In brez tega, po pravici povedano, je precej težje ali pa skoraj mogoče nemogoče, če nimaš te podpore doma. Ampak vseeno, ok, marketing, marsikdo, recimo z mlajšimi se pogovarjam, ali pa recimo, če pogledamo kakšne te tuje oddaje ali kakorkoli leta nazaj, dokler še ni bilo AI-ja, je marsikdo želel, ok, biti novinar, delati, se pravi, nekaj z področja komunikologije, se pravi, v povezavi približati izdelek ali pa storitev končnim uporabnikom je nekaj najlepšega. Ampak kje je tista inspiracija, se pravi, ki jo ti črpaš, pridobivaš, da lahko pomagaš svojim klientom? Dajva se spet par korakov nazaj vrniti. Tudi jaz sem vedno mislila, da je marketing ena super smešna kreativna reklama, ki jo ti vidiš med kakšno oddajo, vsaj včasih, ko smo televizijo majčkeno bolj gledali, ali pa recimo tudi v današnjem svetu, če vidiš kakšen dober banner ali pa na YouTubeu en smešen video, da je to kar utrne se ideja v trenutku. Ni tako. Definitivno ni tako, nihče od nas v odrasli dobi ne more biti tako zelo kreativen, pa toliko vsega vedeti, da bi lahko takoj prišel na eno super kreativo. Ko sem rekla, da pejva nazaj, pa pejva res nazaj. Moji zametki znanja marketinga so se najprej začeli z eno tako debelo buklo Kotlerja. On je oče, bom rekla, modernega marketinga, on je v bistvu nas vse marketingarje seznanil z nekimi principi marketinga. Kreativa pride majčkeno kasneje. In pred kreativo moraš ti najprej narediti domačo nalogo in narediti raziskavo tržišča, se pozanimati, kdo so sploh tvoji kupci, kakšen izdelek sploh ponujaš, kdo so tvoji konkurentje, kaj oni ponujajo, kakšne so potrebe oziroma kaj je tisto drugače, kar lahko ti s svojim produktom ali pa storitev narediš, zato da zapolniš to nišo, ki obstaja na tržišču. Potem šele komaj pridemo do teh bombončkov in to je kreativa. In to je v bistvu najmanjši del. Na srečo ali pa na žalost, zdaj odvisno, koliko si tudi domač z številkami in ko ravno omenjam številke, te pridajo potem, ko že eno zadevo narediš, jo daš na tržišče in tako naprej. Zdaj, ko že ravno o tem govoriva, o marketingu bi res lahko govorili en mesec ali pa par let, da bi lahko prišli do konca. Danes imamo, mislim, da samo pol ure. Naj omenim še to, zelo, zelo pomembno je, katere tržne poti uporabljaš, torej preko katerih kanalov boš določeno sporočilo svojim potencialnim kupcem tudi prikazal.
In če zopet se vrnem nazaj na raziskavo tržišča, niso vsi tvoji, bom rekla, tvoje stranke ali pa tvoji potencialni kupci na enakih kanalih. Zato moraš ne samo prilagoditi kanal, ampak tudi tržno sporočilo, ki ga hočeš preko določenega kanala določeni publiki sporočiti. Temu se reče segmentacija. Tako da ja, evo. Okay. Zelo lep uvod, Tanja. Odprt, tudi sama si dala kar nekaj iztočnic še za širino najinega pogovora. Tako. Ampak ne nazadnje, recimo marsikdo, ki naj bo gledal ali pa ki se pravi naj gleda v tem trenutku in posluša, bo razmišljal, mislim, vidimo v tem predvsem širino. Ljudje si zamislimo, ok, en izdelek, neke stvari bi želeli pač postaviti na trg. Seveda, tako kot si omenila, imamo različne nišne kupce, ampak se mi zdi vseeno malo to vržen kos tebi kot izziv, da vse te stvari mi kopiramo od malo večjih korporacij. Tudi sama si delala v večji korporaciji, mednarodni, japonska korporacija. Tako. In vem, večkrat prebiram kakšne študije Nikea, Adidasa, kjer se res osredotočajo na to, kakšne so res potrebe kupca, potem pa pridemo na en trg, ki se imenuje Slovenija ali pa mogoče se pravi Balkan ali pa Evropa, pa imamo malo bolj omejene te možnosti in potem, ko gremo še znotraj niše, se v bistvu količina teh potencialnih kupcev zelo zmanjša in me zanima, kakšen je pa tvoj pogled potem. Razumem, da boš verjetno rekla, ja, enake strategije je smiselno uporabljati. Ampak ja, sama si podjetnica in me zanima ta tvoj pogled v ta del in pa seveda izzive, problematike, s katerimi se potem srečujemo. Izvrstno vprašanje, ki sicer mogoče simplificira celotno zadevo. To, o čemer ti govoriš, potem pa greš na evropski trg oziroma na manjši trg, začneš z neko svojo poslovno idejo, svojim produktom, storitvijo, karkoli, pa ga kar lansiraš. Ja, res je, bila sem v korporaciji, bila sem tudi pri startupu, bila sem tudi pri v manjšem podjetju in potem sem se odločila, grem na svoje. In si ti misliš, ok, super opremljena z vsem znanjem tega sveta, zdaj grem pa jaz na svoje, itak vem. Ne veš ničesar. Kot prvo, pri korporacijah so budžeti precej drugačni oziroma proračuni, ki jih lahko vlagaš ne samo v samo oglaševanje, ampak tudi v produkcijo tega, da si lahko oglaševanje dobro zastaviš. Potem imaš recimo startupe, zdaj, če imajo kakšne investicijske sredstva, je to precej lažje, če nimajo, če se financirajo iz lastnih sredstev, to se dostikrat uporablja v startupu izraz bootstrapping, potem je majčkeno težje in moraš potem biti majčkeno bolj kreativen, uporabljati tudi gverilski pristop marketinga, o tem lahko majčkeno kasneje več povem. Potem se stvari malo zakomplicirajo, Dobra stvar, ki se omenil, je to, če gledaš ti strategije večjih korporacij. Definitivno se lahko ujameš v veter njihovih jader in se od njih učiš in potem probaš njihove strategije implementirati na svoje tržišče. Namreč, kaj so oni naredili? Oni so naredili odlično marketinško strategijo, odlična marketinška strategija pa stane kar nekaj tisoč evrov samo za en manjši segment, ne govorim zdaj o vseh segmentih in to so recimo budžeti, s katerimi manjša podjetja ali pa začetniki sploh ne operirajo. In zato je fajn pogledati, kaj oni počnejo na tržišču in ti lahko od njih majčkeno kopiraš. Vsega seveda ne moreš, ampak lahko pa vidiš princip. Zdaj, ko greš pa ti na svoje, pa spet ne, majčkeno tudi ego dela, itak vse vem, ne veš ničesar. To se tudi meni zgodilo približno 2 leti nazaj, ko sem mislila, jaz vse vem. Imam nekaj investicijskih sredstev, nekaj sem jih pridobila, nekaj imam še svojega. Ja. Realnost pokaže svoje. Ja, realnost pokaže svoje in tudi, bom rekla, nivo tvoje skromnosti oziroma, kako bi rekla, ja, v bistvu skromnosti tega, da v bistvu greš na svoje in znanja, ki ga pridobivaš ob tem, zraste. Zakaj recimo danes res rada pomagam srednje velikim ali pa manjšim podjetjem? Zaradi tega, ker sem sama dala marsikatero šolo čez. Ugotovila sem, koliko stvari še ne znam,
nekaj jih že znam in res znam zdaj dobro prepoznati tiste pasti, ki jih lahko nekdo naredi. Je pa še ena stvar res. Ti se moraš non-stop izobraževati. Danes se sploh še nisva dotaknila digitala, pa digitalnih medijev, pa digitalnega oglaševanja, ki je v bistvu, bom rekla, nekje 10 let čisto zamejal marketinške pristope. Super, midva sva s Tanjo zelo odprla ta del, kar se tiče marketinga in veliko bo govorila še v nadaljevanju, kar se mi pa zdi smiselno, da za zaključek prvega dela poudarim, je pa to, da dejansko se pravi področje dela, na katerem dela Tanja, praktično pomaga tudi graditi kariero drugim ljudem, se pravi drugim zaposlenim, kar spet ima dodaten vpliv in vse to bova skupaj povezala v nadaljevanju. Cool. Že smo nazaj in z mojo gostjo Tanjo se bomo vseeno malo na začetku dotaknila tega dela, se pravi marketing, kreativa, pomagati podjetjem, da zgradijo svojo prepoznavnost na trgu, hkrati pa s tem, glede na to, da sva v oddaji Moja kariera, pomagaš tudi, se pravi, drugim ljudem, ki pa seveda tudi stopajo po neki svoji karierni poti in seveda ima to, bom rekel, nek sinergijski učinek in pa velik vpliv. Daj mi malo razloži, kakšni so kaj tvoji občutki glede tega, se pravi, kako, ko se zavedaš, s tem zelo dobro pomagam, tako v bistvu drugim zaposlenim, gradim njihove kariere, oni se razvijajo, sama si omenila, se pravi to nenehnost učenja in pa na drugi strani seveda tudi približati izdelke storitev strankam. Eno zelo zanimivo besedo si omenil in sicer besedo občutek. Ena od pasti na splošno v marketingu, v oglaševanju so občutki. Vse moraš gledati skozi številke oziroma skozi raziskave, ni občutkov. Vse, kar se tebi zdi, da je lepo, to je popolnoma subjektivno mnenje. Vedno moraš gledati objektivno, kaj trg želi. To je mogoče samo ena stvar, ki bi jo želela tudi našim gledalcem povedati, sploh tistim, ki so mogoče na začetku, ne gledajte skozi svoje oči, ampak res skozi oči svojih potencialnih strank. To je prva stvar. Druga stvar pa je, eden od mojih večjih, bom rekla, motov v življenju je to, da je treba deliti znanje. Nesebično je potrebno deliti znanje. Seveda, človek na koncu mora preživeti in je super, če te nekdo najame, kar je kljukica, ampak po drugi strani je pa deljenje znanja ena od temeljnih, tudi po mojem, vrednot posameznika. Jaz kot podjetnica sem lani začela z mentoriranjem 7 podjetnic in v bistvu smo se šle mentoriranje ena druga, torej peer-to-peer mentoriranje, kjer je dejansko potem ta segment deljenja znanja prišel res toliko do izraza. Ravno o mentorstvu, katerega si zdaj omenila, se velikokrat pogovarjam s svojimi gosti, in predvsem to ponovadi navežem na to, kdo pa je bil v tistih, če rečeva, ne vem, mogoče 10-15 let nazaj, kakšen tvoj mentor, ki je tebe spodbudil, ne rabiva se pravi poimensko govoriti o njem, razen če o tem želiš, ampak vseeno verjetno si tudi ti imela nekoga, ki te je vseeno malo usmeril na neko pot. Joj, takrat sem imela, ja, res sem definitivno, vem, da se o tem nismo pogovarjali, ampak tako dobro vprašanje. Približno 16 let nazaj sem imela več sreče kot pameti, bi nekdo rekel, čeprav mislim, da sreča nima kaj dosti veze s tem. V glavnem, priključila sem se enemu startupu in v sklopu tega startupa se je v tistem času tudi začelo oglaševanje na Googlu. Takrat je bil Google zelo močen, imel je zelo dobre proračune v tem, da pomagajo državam, da se priključijo na njihovo AdWords mrežo oziroma na njihovo mrežo oglaševanja. In takrat je bil moj direkten mentor Google. Google je takrat imel izpostavo, pa mislim, da še zmeraj v Dublinu, in tam so imeli tudi svojo slovensko ekipo in sodelovala sem z 2 res čudovitima mentorjema, ki sta me naučila vse, kar je možno vedeti o takratni platformi AdWords, torej oglasi preko Google brskalnika. To so bili moji začetki, bom rekla, tudi digitalnega oglaševanja. Kar se tiče samega marketinga in razumevanja marketinga, tista osnova je ostala, na njo sem pa potem gradila še vse te nove pristope, kot je digitalno oglaševanje. Tako da to je bila ena od prilik, ki je zaznamovala mojo kariero. Ok.
In če primerjaš, se pravi, tisto, kar je bilo pred Googlom, Google AdWordsi in to, kar je danes, sploh s pomočjo umetne inteligence in pa... Tisto je kamena doba. Pa govorimo samo o 16 letih. Govorimo samo o 16 letih, ker si dejansko je bilo vse manualno. Kaj pomeni manualno? Od pisanja oglasov, delanja kreativ, bom rekla, cele konfiguracije tega tvojega računa, da si sploh lahko dostavljal ta prave oglase, ta pravi stranki. Precej več je bilo preverjanja, matrik, nekih reportov, številk. Danes pa ja, seveda, z AI-jem je precej lažje, precej hitreje lahko, bom rekla, nekdo, ki je solist, ki je, bom rekla, solopreneur, hitreje obvlada veliko več stvari v precej krajšem času s pomočjo AI. Tako da, mislim, popolnoma se je spremenilo od interfejsa, torej izgleda, do tega, kako se danes sploh operira s stvarmi. A bi rekla, prej si omenila, se pravi, da v smislu, ok, občutki so eno, ampak vseeno dajmo se držati, se pravi, podatkov, številk in ne nazadnje. Jaz velikokrat, ko se pogovarjamo o prodaji, ker namreč tudi to je moje področje, velikokrat rečem, dajmo se vprašati, kaj bo všeč našim kupcem, ne kaj je nam všeč. Tako. Ker če je nam všeč, še ni nujno, da bo našemu kupcu, delamo pa izdelek za kupca, se pravi, da bo njemu lahko pomagal. Tako da to se mi zdi zelo močno izhodišče. Zelo močno izhodišče. Najbrž si že kdaj slišal za AB testiranje. To je najlepše orodje tudi v marketingu. Od tega, da testiraš, recimo, ko pošiljaš e-sporočila oziroma newsletterje, to vrstico z napisom oziroma subjectom, do tega, da testiraš, kakšno bo besedilo noter, vse lahko testiraš. Ti ne rabiš nič preko svojih občutkov ali pa nekih notranjih tretjega, šestega očesa, ampak dejansko lahko vse številkami preveriš. Številke nikoli ne lažejo. In kar je super v digitalnem marketingu, odziv dobimo zelo hitro. Zelo. In v bistvu se pravi, iz ene testne faze v drugo testno fazo lahko v bistvu naredimo hitro spremembo. Tako je. Z praktično minimalnimi stroški, v primerjavi s klasiko. Bi pa te samo mogoče še tukaj dopolnila, bi pa hotela tudi gledalcem povedati oziroma približati tudi to tezo. Ne glede na to, da je moja izkušnja največ na digitalnem oglaševanju, še zmeraj verjamem v spoj online in pa offline, torej iz oči v oči. Mislim, da nas je tudi korona oziroma to koronsko obdobje naučilo, da je touch and feel, kar ga radi poimenujejo Američani oziroma v angleško govorečem svetu, torej da ti vidiš in da lahko sam občutiš stvari, še zmeraj nekaj, kar ne sme manjkati. To je ta zdrav miks oziroma zdravo razmerje v kateremkoli oglaševanju oziroma marketingu. Ok. Kot podjetnica si skozi mentorski program, če sem si prav zapomnil, prišla do neke briljantne ideje. Nam poveš, tudi slike so se vrtele v zadju, da nam malo več povej o tem, kaj se je zgodilo, ker marsikdo, sploh recimo za vas ženske, to vseeno malo drugače. Ok, mama si, sveže poročena, tako da vse to in na drugi strani kariera. Ja. Težko je biti žongler, včasih se počutim kot tisti klovn v areni cirkuški, ko moramo vse držati v balansu. In ženske smo... Moraš ali želiš? Zelo dobro vprašanje. Želim. Želiš? Želim, tako. Želim, en majhen del procent pa tudi moram, ampak to je tudi v redu. Ja, tako je. Ženske smo drugačne kot podjetnice od moških podjetnikov. Majčkeno drugače delujemo. Veliko pomembnejše nam je združevanje, povezovanje. In to povezovanje me je tudi pripeljalo do ene briljantne ideje, ki se reče Festival vozičkanja. Sicer, ko se bo ta oddaja predvajala, bo 4. festival vozičkanja že za nami, ampak danes ga pa točno čez 2 dni prirejamo, kot omenjeno je že 4. In ideja je prišla ravno iz tega mentoriranja med podjetnicami, ki sem ga organizirala, namreč
Jaz imam tudi spletno trgovino vividam.si, ki prodaja otroško opremo. In sem si rekla enega dneva, ne bom jaz čakala na druge, da mi dajo priložnost, da se pridem jaz predstaviti na nek ali sejem ali prireditev, jaz si bom to priložnost sama kreirala. To je bila dobesedno moja ideja. Poleg tega pa naj omenim tudi to, po porodu moje hčere 4 leta nazaj sem šla čez res hudo obdobje, trpela sem namreč za poporodno depresijo, še zmeraj zelo tabuizirana tematika. In iz te moje ideje, da najprej sebi in svojemu podjetju pomagam, se je rodila ideja, zakaj ne bi tudi naredili neko prireditev, kjer lahko ženske oziroma vsi tisti, ki so v tem zelo, rekla, nežnem obdobju v prvem letu otrokovega življenja, dobijo eno dobro podporno okolje. In rodila se je prireditev, ki se imenuje Festival vozičkanja. Čudovita ideja in verjamem, da ste tudi sami že zasledili, da se v Ljubljani nekaj odvija na to temo. In kaj več o tem, se pravi, kakšni so bili koraki, da je projekt uspešno zaživel, pa z vami deliva v nadaljevanju. Tako. V tem zadnjem delu ponovadi z gostom se dotakneva malo tudi svežih idej in pa kakšnih usmeritev za gledalce, poslušalce, ki mogoče stopajo po takšni karierni poti ali pa bojo. Ampak vseeno, preden prideva do tega, vseeno želim, da pač malo še poveš, kakšni so bili tisti koraki festivala vozičkanja in da dejansko v bistvu 2 prireditvi na leto ste uspeli organizirati, se pravi zdaj pred nami oziroma za nami 4. festival vozičkanja. Kaj so iz marketinškega stališča bili recimo 3, 4, 5 mogoče ključnih mejnikov, katere ste v bistvu s kolegicami kot vseeno marketing strokovnjakinje uporabljali za to, da je to zaživelo? Andrej, najbrž imaš rad zgodbe. A si že kdaj kakšno prebral ali pa slišal? Veliko. Ja? Najbolj so mi všeč ameriške. Kriminalke. Ti si mi prej omenila sicer, da inspiracijo dobivaš iz angleškega humorja in njihovih oglasov, tako da, res je. Tako da verjamem, da bo teh zadnjih 8 minut res zanimivih. Upam, da ne razočaram. Evo, izvoli, zgodba. Ja, zgodbe prodajajo, zgodbe res prodajajo, ampak kakšna zgodba, na kakšen način, za koga, pa na kakšen tudi način jo ti potem dostaviš do tvojih uporabnikov. Tema otrok, dojenčkov, poroda, nosečnosti, vse to je, ko si enkrat v tem, ne vem, si bil že kdaj noseč? 4-krat. 4-krat si že bil, no evo, sploh za mamo, je pred, med in po porodu, mislim, res en tak cel vrtiljak čustev, občutkov, bolečin, vsega živega, sploh kadar si prvič mama ali pa oče v tvojem primeru, ne smem očetov tukaj zapostavljati, definitivno ne. In tukaj potem zgodb, ko delaš s čustvi, a ne, ni tako zelo težko jo narediti eno dobro čustveno zgodbo in jo tudi predstaviti. Kar mi zagovarjamo je to, da karkoli počnemo, vedno počnemo za dobro družbe. Po drugi strani je naš festival drugačen od ostalih, zato ker delamo tudi dobro za naše partnerje. Nisem prepričana, kako je sicer na ostalih prireditvah, lahko pa za našo rečem to, da je ena naših zgodb, ki jo imamo tudi za naše partnerje, ne samo za obiskovalce, tudi ta, da želimo med sabo partnerje povezovati. Smo socialno podjetje oziroma zavod. In kaj to pomeni? Socialni smo na področju, bom rekla, same družbe in pa tudi podjetništva. Namreč na našem festivalu so zelo dobrodošli in celo zaželeni tudi, bom rekla, majčkani podjetniki oziroma ustvarjalci, ki ustvarjajo stvari sami in živijo od vsakega prodanega izdelka. Zelo odprti smo in naklonjeni smo tudi našim influencerjem in influencerkam in jih tudi zelo radi povezujemo z večjimi podjetji. Torej imamo en tak dober, kar je ravno govoriva v karieri, zato majčkeno več o tem v poslovnem delu govorim. Smiselno povezavo. Tako, smiselno povezavo. Tako da na eni strani imamo velike korporacije, večja podjetja, na drugi strani majhne podjetnike oziroma te soloprenurje. In to je ta zadeva. Seveda, social media nam je tukaj največ pomagal.
ogromno obstaja enih brezplačnih načinov, kako lahko gradiš na svoji prepoznavnosti. Instagram, TikTok, delanje vsebin, vsak danes že zna narediti s telefonom, se posname in naredi en video. S tem, da ljudje se, to je tudi velika past majhnih oziroma začetnikov, podjetnikov, da mora biti vse popolno. Ne. Ni pomembno, da je vse popolno, pomembno je to, da sploh narediš. Da narediš kljukico in da daš to ven. In tako se je tudi rodil naš prvi festival. Bil je, tako bom rekla, kavbojski, noro sproščen, pa veliko je imela tukaj veze tudi prodaja. Telefon je bil naš najboljši prijatelj, če se bojiš prodaje pa klicanja, mogoče to ni najboljša kariera zate, ampak brez tega, da ne samo pregovoriš, ampak da prodaš to zgodbo festivala partnerjem, ker zaradi njih lahko tudi ta zadeva nastane, je to nemogoče. Naj omenim tudi to, naš festival nima vstopnine, je brezplačen za vse obiskovalce in zato je v bistvu partnerstvo z našimi večjimi podjetji tako zelo pomembno. Vmes med tem, ko si predstavlja določene stvari, si vseeno dala kar nekaj dobrih izhodišč in verjamem, da jih boste prepoznali in jih tudi zdaj ne bova ponavljala. Ampak v čist zadnjem delu, recimo, če zdaj tako pogledava, recimo, da nekdo razmišlja, ali da bi malo več časa namenil in delal na področju marketinga. Veliko, recimo, srečujem ljudi, delajo v neki administraciji, mogoče malo pomagajo, se pravi, kot kakšen referent prodaje neke stvari in potem prodaja ne diši, ker seveda, kar jim danes damo za delati, je definitivno, se pravi, komunikacija s strankami po telefonu. In pa potem se dosti ljudi potem raje malo umika proti marketingu, češ da se bojo malo umaknili, pa vseeno me tako, kakšni karierni napotki, nasveti, kaj svetuješ, kaj naj si pogledajo, poslušajo, materialov učnih vsebin je ogromno. Ogromno. Ampak ravno iz tega, ker jih je ogromno, je potem še težje izluščiti. A ne zrno od plevela, če zaključim. Vidiš, kako se že dopolnjujeva. YouTube je definitivno tvoj prijatelj. Karkoli se želiš naučiti in to brez kakršnega finančnega vložka, ne govorim o času, se lahko brezplačno naučiš. Ena od platform, da se razumemo, ne delam nobene reklame, ampak priporočam je tudi Udemy. Tam gor je ogromno res kvalitetnih vsebin, lahko se naučiš česarkoli. Od izdelave mila pa do najhujšega growth hacking modela, ki ti bo pomagal pri prodaji. Ampak brez prodaje ne gre, brez tiste old school, hardcore prodaje. Torej imenik, seveda danes že digitalen, pa telefon, pa tap, pa halo. To je, mislim, to je še zmeraj najboljši način. Ena misel se mi je utrnila vmes in mi boš zagotovo dala čist drugačen pogled. Kako marketingerji obvladujete ta del, ko pri prodaji rečemo zavrnitev? Ni skrivnost, da se mi marketingarji raje ukvarjamo s finimi stvarmi, ne? Na koncu tisti lep oglasek, ampak to je samo mogoče 5% tvojega časa. Ni. Mislim, da ni tukaj nič drugače, kot za kogarkoli drugega. Ali si paznik v živalskem vrtu, pa želiš imeti svoj živalski vrt doma, ali pa prodajaš, ne vem, kruh za, ne vem, Leclerc, da se hecam. Vaja, vzameš telefon in probaš razbiti to tremo. Ljudje se ne zavedajo, da z enim takim simpel pripomočkom, kot je telefon, lahko naberejo veliko več sadežev, ki se jim ponuja. Ampak moraš biti pogumen. Podjetništvo ni za vsakega. Kar ne pomeni, da če ni zate, da je s tabo kaj narobe, absolutno ne. Moraš biti pa zelo pogumen. Kje pa ti črpaš pogum? Super vprašanje. Včasih se mi zdi, da ga sploh ne črpam, potem pa pogledam, kako je bilo lani v istem času, pa vidim, da madonca. Postavila sem si cilje. Postavila sem si tudi
to, koliko hočem na mesec zaslužiti. O denarju se nažalost zelo neradi pogovarjajo, ampak vsi ga pa kakor imamo radi. Še zmeraj je zelo tabuiziran in poleg ciljev, ki jih želiš poslovno doseči, si moraš ti nujno zastaviti tudi cilj, koliko hočeš zaslužiti, pa koliko dejansko ti sploh rabiš denarja, ne samo da preživiš, ampak tudi da živiš in uživaš. Ni samo delo, point življenja, to najbrž ne govorim nič novega, je pa fajn, če v njemu uživaš in pa da uživaš tudi brez dela. Glede na to, da sva res čist v zaključku najinega današnjega pogovora, mogoče ena zaključna misel za povzetek celote? Težko bo strniti, ampak definitivno noben, bom rekla, poraz ni konec sveta, ni konec tvoje poti, ampak je ena ful dobra stopnica do tega, da si se nekaj novega naučil, pa do tega, da veš, kako moraš naslednjič drugače in boljše narediti. Tako da pogum, pogum, pogum. Hvala, Tanja, za prijeten pogovor. Dragi gledalci, drage poslušalke, verjamem, da ste tudi vi uživali v spremljanju informacij. Zagotovo ste si vmes tudi kaj zapisali, kaj boste tudi sami še pobrskali in tako kot radi rečemo na koncu, vidimo se kmalu prihodnji teden v novi oddaji z novim gostom ali gostjo, kjer pa lahko odpremo kakšno temo oziroma mogoče tisti del, ki sva ga midva tudi danes na nek način čisto nezavedno, marketingerji bi rekli subtilno, skušala povedati, prikazati. Tako da bodite z nami in spremljajte naše vsebine in se vidimo naslednji teden v novi oddaji Moja kariera.